Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za dogodke dneva. V nesreči tovornega vlaka v Zidanem mostu hudo poškodovan češki državljan. V Podčetrtku bodo nadaljevali z obnovo tamkajšnjega gradu. Začela naj bi se tudi gradnja turistično-rekreacijskega centra Vonarje. Novoletni koncert moškega pevskega društva pod gradom Celje. Šentjurčani v državnem košarkarskem prvenstvu izgubili 4. zapored. V soboto se je okoli 1:30 zjutraj na železniški postaji v Zidanem mostu v smeri proti Celju prevrnil vagon. Šlo je za izredni prevoz večjega tovora, v nesreči pa se je hudo poškodoval češki državljan, ki so ga prepeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico. Vzrok nesreče zaenkrat še ni znan. Ob sami prijavi dogodka smo dobili informacijo, da gre za iztirjanje tovornega potniškega vlaka na železniški postaji v Zidanem mostu in da naj bi bilo več oseb poškodovanih. Tekom vožnje na kraj intervencije smo dobili dopolnjene informacije, in sicer, da so se v bistvu to spremljevalno osebje tega izrednega tovora, so se v bistvu prešteli in je poškodovana samo ena oseba, ki pa je padla nekje 10 metrov globoko na brežino reke Save. Zdaj v prihodu na sam kraj dogodka smo v bistvu vse te informacije potrdili, razen to, da ni šlo v bistvu za iztirjanje, ampak za prevrnitev tega po navedbah Slovenskih železnic 350 ton težkega tovora, in pri tem je pa res en strojvodja, ki je v bistvu skrbel za to napravo, skupaj s kabino padel 10 metrov globoko. Zdaj, gasilci smo v bistvu pričeli vse aktivnosti, kar se tiče vezane na požarno varovanje in pa kar se tiče same elektrike, in pa po, dovoljenju oziroma izklopu visoko napetostnega električnega voda smo tudi pričeli z reševanjem tega gospoda. Na začetku smo v bistvu spustili 2 gasilca reševalca do samega ponesrečenca, ki sta ga potem kasneje imobilizirala in pripravila na vertikalni transport s pomočjo vrne tehnike. Ta možakar je bil dvignjen gor in predan reševalni službi. To je bilo zdaj v prvi fazi intervencije. V drugi fazi intervencije pa v bistvu sledil še dosti bolj podroben pregled samega dogajanja, za morebitna puščanja kakršnihkoli, nevarnih snovi. Ta izredni tovor, to je bila neka transformatorska postaja, je bila prazna, se pravi, ni bilo transformatorskega olja v njej. Je pa, kar je v bistvu predstavljala nevarnost, sta bila pa 2 rezervoarja z dizel gorivom in pa pač to hidravlično olje. Zdaj, manjša količina hidravličnega olja je bila polita po železniških tirih, drugega, puščanja teh nevarnih snovi oziroma tega goriva pa mi tekom posredovanja po noči nismo zaznali. Pregledali smo tudi v bistvu vodno površino reke Save, če bi opazili kakršnekoli madeže teh ogljikovodikov, pa tega ni bilo zaznati. Občina Podčetrtek v leto 2023 vstopa z velikimi načrti. Potem, ko so v minulem letu uspeli uresničiti začrtane projekte in se je obenem v kraj znova začelo vračati turistično življenje, kot so ga bili vajeni v predkoronskem obdobju, želijo letos ponudbo spremljevalne turistične infrastrukture še razširiti. Med drugim se nadaljuje obnova gradu Podčetrtek, predviden pa je tudi začetek izgradnje turistično-rekreacijskega centra Vonarje. V Podčetrtku se zdaj že nekaj časa kaže, da vlaganja občine v zagotavljanje ustrezne infrastrukture za razvoj turizma ugodno vplivajo tudi na zainteresiranost zasebnega kapitala za izgradnjo turističnih kapacitet in razvoj spremljevalne turistične ponudbe. Mi vlagamo pravzaprav v vse segmente, ampak turizem pravzaprav sedaj prednjači. Mislim, da smo med 5 top destinacijami v Sloveniji, da pravzaprav glede na to, da smo stari kot turizem občina ali kraj šele 50 let in da smo pravzaprav vse stare gigante na tem področju prehiteli, tisti, ki so vrsto let že vključeni v turizem. Kaže tudi to, da se zdaj v zadnjem času veliko vlaga in ko boste verjetno v kratkem izvedeli, bo se tudi na tem področju izredno veliko vlagalo tudi v bodoče. Predvsem govorimo o podjetjih, ki želijo tukaj vlagati v razne apartmaje, prav gotovo bodo pa veliko vložile tudi Terme Olimje. Občina bo tako letos znova precej proračunskega denarja namenila prav razvoju ponudbe za turiste,
ki jih je bilo že lani v kraju znova toliko kot v predkoronskem obdobju. Vložke, ki jih mi naslednjem letu planiramo, so tudi v veliki meri povezane z turizmom. Največ, lahko rečem, za grad Podčetrtek, tudi čistilna naprava, ki bomo zdaj dokončno končali Podčetrtek, je tudi povezana s turizmom in ne nazadnje turistično-rekreativni center Vonarje, ki bo pravzaprav zdaj dobil gradbeno dovoljenje in verjamem, da bo v drugem letu se tudi začela izgradnja. Posebej bi pa poudaril naš projekt, ki ima pa že gradbeno dovoljenje in čaka tudi ustrezen razpis, Center za promocijo podjetništva, Centru Podčetrtka, ki bo podal dodaten pridih podjetništvu in tudi turizmu. Ob vlaganjih v turizem pa na občini vseskozi skrbijo tudi za zagotavljanje ustrezne infrastrukture za prebivalce občine. Teh je, kot ugotavljajo, prav zaradi kvalitete življenja v občini vsako leto več. Pripravljamo projektne dokumentacije na področju, se pravi, območja šole. Tukaj se bo pravzaprav moralo v bodočnosti marsikaj zgoditi, neko zemljišče smo tudi dobili nazaj. Želimo naš stadion spremeniti v umetno travo, narediti tudi ustrezne tribune in pa tudi garderobe. Prav gotovo pa bomo, če bomo uspeli pridobiti zemljišče, naredili tudi nekaj vzporedno z vrtcem, ker že sedaj vemo, da kljub temu, da smo že 3-krat to zadevo razširili, glede na prebivalce bo treba v naslednjih letih tudi na tem področju nekaj narediti. Tradicionalno vlagamo tudi v, se pravi, infrastrukturo v ceste. Nekako pripravljamo projekt kanalizacije še enega odseka v Nezbišah, ki tudi mislimo, da bo v naslednjih letih zaživel. Seveda je tudi veliko manjših projektov, že sedaj imamo zaključen razpis za ureditev parkirišča v Olimju. Začeli bomo z obnovo stare šole v Polju ob Sotli in tudi z ureditvijo šole v Sveti Emi. Izredno razvejani mreži kolesarskih povezav želijo v letošnjem letu dodati še odsek proti Šentjurju. Zagotovo pa bodo na delovanje občine vplivale vse splošne podražitve in energetska kriza. Jaz mislim, da bo leto kar težavno na vseh različnih nivojih. Predvsem lahko odkrito povem zaradi tudi razvajenosti. V preteklosti se je kar množično so se delila sredstva kar vse poprek, nekateri ljudje in nekateri sistemi so postali razvajane, po drugi strani pa sistemi, ki pa dajejo denar, govorim gospodarstvo, pa ima vse večje probleme. Tu pa lahko govorimo o energetski krizi, ki ste že poudarili, potem pa tudi o krizi samega sistema plačevanja, ki bo če bo nerazumna politika, prav gotovo zelo vplivala na naš razvoj. V občini se tudi v letu 2023 nadejajo uspešnega sodelovanja z državo, ki je bilo, kot še poudarja župan Misja, v vseh njegovih mandatih izjemno dobro. V prvih dneh novega leta je bilo v Celju na sporedu kar nekaj novoletnih koncertov. Člani moškega pevskega društva Pod gradom so ga pod vodstvom zborovodje Roberta Voduška pripravili v cerkvi Svete Cecilije. V goste so med drugim povabili pevsko društvo upokojencev Celje, ki ga vodi zborovodja David Preložnik. Moško pevsko društvo Pod gradom Celje tradicionalno že od leta 1990 prireja božično-novoletne koncerte v cerkvi Svete Cecilije pri Kapucinih v Celju. Do sedaj največkrat na praznični 26. december. Tokratni njihov koncert pa je bil malo drugačen, saj so v goste povabili pevke in pevce mešanega pevskega zbora Pevskega društva upokojencev Celje. Izvedli pa so ga v soboto 7. januarja in to pred nabito polnim občinstvom. V koncertnem programu sta oba zbora zapela tako praznične božične napeve, kot tudi slovenske ljudske napeve in njihove priredbe in seveda požela izdaten aplavz hvaležnega občinstva. Najprej so nastopili domačini, moško pevsko društvo Pod gradom pod vodstvom zborovodja Roberta Voduška. Zbor ima že 46-letno tradicijo. Za njimi pa so nastopili gostje, mešani zbor Pevskega društva upokojencev Celje, ki v Celju prepeva že polnih 61 let. Zapeli pa so pod vodstvom svojega sedanjega dirigenta Davida Preložnika. Kako pa je bilo na koncertu, pa sta nam povedala oba dirigenta in predsednica upokojenskega pevskega zbora. Ja, letošnji koncert je bil nekaj posebnega. Sicer prejšnja leta, moram reči, da od leta 1990 prirejamo novoletne koncerte naš zbor tukaj v tej cerkvi Svete Cecilije.
smo letos nekako prvič šli z gosti, z Društvom upokojencev Celje in mislim, da je to vsej sodeč po aplavzu in po obisku zadetek polno. Tako da bomo v prihodnje verjetno tudi se lotili česa podobnega, da bomo z gosti nekako poskušali zaokrožiti to, bom rekel, novoletno vzdušje oziroma božične praznike. Praznično, tako kot se za koncert s takšno vsebino seveda tudi spodobi in dejansko ob današnjem dnevu, ko je tudi pravoslavni Božič, je nekako zaključek tega prazničnega dogajanja. Zame osebno je bilo zelo pestro celega decembra naprej in vesel sem, da smo lahko tudi z pevci Društva upokojencev Celje izpeljali ta dogodek, katerega so seveda že nekako zdaj več let čakali, ki ga niso mogli izvajati v času korone in zato je bil za njih to sedaj po 2 letih tudi prvi praznični koncert in v ambientu Cerkev Svete Cecilije tukaj pri Kapucinih je bilo to še toliko lepše. Kot vedno krasno, sploh ker je tak ambient, ker je čas takšen, da so pesmi temu primerne in zato, ker ne vem, vsak pevec in pevka doživi takle koncert, vsak zase pod svoji duši in mislim, da je bilo nocoj zares lepo v tej čudovito preurejeni cerkvi. Pred leti obnovljena cerkev Svete Cecilije na Bregu v Celju je seveda dala zapeti pesmi odličen odzven, tako značilen za tovrstne sakralne objekte. Na koncertu pa so bili prisotni tudi člani tamkajšnjega samostana Kapucinov, ki ima v Celju domovinsko pravico že od leta 1615. Sama cerkev pa je v našem mestu spomenik prve kategorije. Eden od patrov tamkajšnjega samostana je z nami delil občutke ob koncertu. No, mislim, da je lepo, da se leto za letom tole obnavlja, pravzaprav že stara tradicija, ne, da je tukaj po Božiču koncert, bodisi domačega zbora ali katerega drugega tudi, ne. Vsekakor mislim pa, da je to dobro, koristno, da se ohranja tale naša bogata pevska tradicija in to je gotovo eden od pomembnih dejavnikov v našem praznovanju Božiča, ker imamo toliko, pravzaprav bi človek rekel nešteto, lepih pesmi. Ob zaključku sta oba zbora koncert zaključila skupno pesmijo Sveta noč, ki so jo družno prepevali tudi obiskovalci. Več o koncertu pa v reportaži v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V 13. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Zlatoroga na svojem igrišču izgubili proti Iliriji. V lokalnem derbiju v Rogaški Slatini je domača Rogaška visoko premagala Hopse, Šenčur pa je v šentjurskem Hrušovcu proti Šentjurju po pokalnem dobil še prvenstveni dvoboj. Potem, ko so Gorenjci v sredo Šentjurčane na njihovem igrišču premagali v prvi tekmi četrtfinala pokala Špar, so jim le 3 dni kasneje prizadajali še 6. poraz v državnem prvenstvu. Obe moštvi imata zdaj po 13 odigranih krogih po 7 zmag in 6 porazov. Enostavno nismo uspeli odpraviti napake iz prve tekme. Tisto, kar smo planirali na treningu, na agresivno obrambo Šenčurja, smo le nekajkrat naredili po kakem time-outu, ampak če sem se po domače dobro izklopil, drugače so totalno možgani oziroma košarkarska inteligenca napadu odpovedala, žoga ni šla, enostavno smo se zabijali na visoke igralce Šenčurja, zgubljali žoge in s tem omogočali Šenčurju, da iz kontre dosežejo lahke koš. Varovanci srbskega trenerja Miljana Pavkovića so v Hruševcu po prvem polčasu vodili za 4 točke. Tekma se je prelomila v začetku tretje četrtine, ko je Šenčurju uspel delni izid 17-2. Šele v zadnji četrtini se je zvišala agresivnost, ko je bilo prepozno. Uspeli smo na nekih 10 točk priti, pa potem naredili neumnosti, izgubljali žoge. V glavnem, neumnosti so kar na obe dveh tekmah iz naše strani odločila zmagovalca.
Šentjur, Rogaška in Šenčur imajo na prvenstveni lestvici na mestih od 3 do 5 po 7 zmag in 6 porazov. Po 2 medsebojnih odigranih tekmah pa imajo Šentjurčani z obema slabšo medsebojno koš razliko. Dobro, tokrat to ni sploh pomembno, saj se igrajo 3 tekme, tako da koš razlika ni važna. Odločali bodo pa tiste tekme v tretjem delu. Vprašanje, kdo bo igral s kom doma ali pa v gosteh. Kaj je pokazalo do zdaj, da je to nam tudi vseeno. Ko igramo dobro, zmagamo v gosteh, ko igramo slabo, ne moramo zmagati niti doma. Ne bi zdaj ugotavljal, kdo bi naj bil na katerem mestu, saj še niti polovica lige ni končala, se pravi 13. krog od 27. Tako da dosti je časa, da se forma vrne, ampak nikoli ni enostavno po seriji porazov priti nazaj v igru. Posebej zato, ker še imamo pokal v torek in potem Helios v soboto in šele potem bomo imeli en teden časa, da probamo popraviti tisto, kar ne velja. Za varovance trenerja Damjana Novakoviča je bil poraz proti Šenčurju že 4. zaporedni v državnem prvenstvu. Zato so se v šentjurskem prvoligašu že prižgali nekateri alarmi. Za mene je bil alarm že po 7-2, ko sem videl, da ekipa ne igra dobro, da bomo imeli težave, zdaj jih imamo. Daleč je konec, moramo nekako pregurati do 10. februarja, ko se konča ta drugi del in potem v drugi polovici februarja narediti dobre priprave in zaigrati v tretjem delu, tako kot smo v prvem. V torek se bosta Šenčur in Šentjur srečala še tretjič v tednu dni. Šentjurčani bodo na povratni tekmi četrtfinala pokala Špar lovili zaostanek 7 točk iz prvega srečanja v Hruševcu. Morebitna zmaga z več kot 7 točkami razlike bi Šentjurčane popeljala na zaključni turnir najboljše četverice. Ja, zaključni turnir je živ. Upam, da je tudi pri igralcih nekaj jeze ali pa kljubovanja, da ne bodo dovolili, da 3-krat zgubijo od iste ekipe. Jaz upam, da bo. Velik problem je tudi, da zdaj po odhodu Vojasinoviča in prihodu Rikala nimamo ne enega ne drugega, saj je Rikalo dolgo pauziral in sicer počasi trenira, ampak mislim, da po moje, mogoče začetek februarja ali pa šele potem začetek marca, da nam bo pomagal, tako da smo tudi tu na tej poziciji zelo oslabljeni in praktično nimamo zamenjave za Italiana. V državnem prvenstvu bo Šentjur prihodnjo soboto gostoval pri Heliosu v Domžalah. Po noči bodo padavine povsod ponehale. Jutri bo v zahodni polovici države sončno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Na vzhodu bo dopoldne še zmerno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne na severu od 4 do 8, drugod do 12 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah megla. V noči na četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami. Čez dan se bo delno razjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer. Nasvidenje.